slovenskih pisateljev. Ura je točno 12, točno opoldne in na odru so se mi pridružili predstavniki založbe Družina. Gre pa za to, da se bo danes podelila nagrada Svetlobnica. In jaz vam kar predajam besedo. Spoštovane obiskovalke in spoštovani obiskovalci, prav lepo pozdravljeni točno opoldne v imenu založbe Družina. Ni naključje, najbrž, čeprav ni danes prav lep sončen dan, da smo se zbrali prav opoldne. Zbrali zato, da se zazremo v novo luč na slovenskem literarnem prizorišču. To je nova literarna nagrada Svetlobnica. Kot najbrž že veste, je izmed obiskovalke in obiskovalce 31. slovenskega knjižnega sejma vljudno vabimo v debatno kavarno v prvo predverje, na pisateljski oder v veliko sprejemno dvorano ter na forum za obiskovalce v drugo predverje. Hvala lepa. Torej, naj ponovim, kot najbrž že veste, letos je bilo za prvo nagrado Svetlobnica razglašeno romaneskno delo slovenskega pisatelja Marjana Ajleca iz Argentine, Krik brez odmeva. Danes pa je ta luč seveda toliko večja zato, ker je pred nami delo v knjižni obliki in pravzaprav zažari literatura šele tedaj, ko gre med ljudi. Naj bo danes tako tudi se ta beseda deli z vami, z čudovitimi gosti, imenitnimi, ki jih imamo danes. Najprej naj pozdravim gospoda Zorka Simčiča, pisatelja, esejista, enega največjih slovenskih pisateljev 20. in kot slutimo tudi z njegovim zadnjim romanom, Poslednji 10 bratje, tudi 21. stoletja. Z nami je zgodovinar, enako kot gospod Simčič, ki je seveda veliki Prešernov nagrajenec, pa nagrajenec Prešernovega sklada Jože Možina. Zgodovinar, znan novinar, vodja številnih oddaj, ki omogočajo, da se zazremo v to luč življenja z vseh, tudi z druge strani. Torej, oddaje o Pedru Opeki, znamenitega dokumentarnega filma, ki je prejel številne mednarodne nagrade, urednik oddaje Pričevalci, o kateri bomo morda tudi danes v zvezi s knjigo kaj spregovorili. Z nami je tudi predsednik žirije za nagrado Svetlobnica, prav tako sam tudi pisatelj, urednik, kulturni novinar, ki je tudi urednik tele zbirke Pretakanja, v kateri je današnja knjiga izšla in na tak način omogoča, da se ta luč literature razžarja na vse strani. Gospod Jože Horvat. In naj nazadnje pozdravimo še direktorja založbe Družina, gospoda Toneta Rodeta, ki ga zdaj prijazno prosim, da seveda spregovori tudi nekaj besed o sami nagradi, o pobudi, kako je ta nagrada nastajala in zažarela. Ja, hvala lepa za besedo. Mislim, da prav bom moral celotno zgodbo Svetlobnice, ki se je začela nekako 2 leti nazaj, na kratko predstaviti. Težko je vse to na kratko predstaviti, pa vendar moram reči, da smo se sredi neke založniške krize, saj veste, koliko let že traja neka vsesplošna ekonomska kriza, znotraj nje pa pač slišimo vedno vse bolj težke preizkušnje, ki jih doživljajo in založbe in avtorji,
ki ustvarjajo v slovenskem prostoru. Pa smo rekli, zakaj bi še mi jamrali? Zakaj jamranje? Ustvarimo nekaj pozitivnega. In zato Svetlobnica, tudi to pomenljivo ime. Rekli smo, z lastnimi sredstvi ustvarimo literarni natečaj, tukaj gre za, pač ne nagrajujemo že izdanih naslovov, pač pa želimo odkriti nova peresa. In če smo založba, po domače bom rekel, kot se šika, je to naša dolžnost. In čisto preprosto zato smo se odločili, da Svetlobnico pripeljemo na plan, da jo predstavimo. In zelo veseli smo bili odziva, tega prvega odziva Svetlobnice 2015. Dobili smo zelo zanimivo število tekstov, ki jih je potem 5-članska žirija preučila in izbrala izmed njih nagrajenca, letošnjega nagrajenca, kateremu je bila že od začetka leta podeljena nagrada. Danes pa predstavljamo njegov opus v knjižni obliki. Tako da kaj več o sami prihodni nagradi in kako se ta zadeva še nadaljuje, bom pa verjetno malce kasneje. Hvala lepa gospodu Tonetu Rodetu. Zdaj pa se seveda posvetimo literaturi. Knjigi Marjana Ajleca, Krik brez odmeva. To je pisatelj, predvsem prvenstveno slovenski arhitekt, ki živi v Argentini. Rojen je bil leta 1926 v Slovenj Gradcu, leta 1948 je emigriral v Argentino in tam uspešno doktoriral iz arhitekture ter se uveljavil kot pomemben slovenski arhitekt. Deloval je tudi v slovenski kulturni akciji, danes žal avtorja ni z njimi, imamo pa posebno čast, da pozdravimo njegovega sina. Lep dober dan. No, in zdaj naj spregovorim nekaj besed o romanu. Morda bi bilo celo najbolje, da teh nekaj besed spregovori predsednik žirije, gospod Jože Horvat. Prosim. Jaz ne bi na široko govoril, ker ne vem, se mi zdi, da je bolj naloga tega omizja tukaj, da se o tem pogovorimo. Kako je s to knjigo, kakšna je in tako naprej. Bi pa vseeno za uvod povedal nekaj misli, oziroma bi kar prebral, ker nisem kakšen spreten govornik. To je knjiga o dveh svetovih, slovenskem, nekaj let pred drugo svetovno vojno in med njo, ter argentinskem v povojnem času, ko so tam v socialnih in političnih protislovjih pojavljajo različne revolucionarne skupine in za dosego svojih ciljev uporabljajo nasilje. Slovensko prizorišče nam je znano. Gre za partizanski boj in revolucionarne metode osvajanja oblasti, kar vse doživi glavni lik tega romana, Pavel Gruden, dokler se po koncu vojne ne umakne v Italijo in nato v Argentino. Toda tudi tu ni prave družbene svobode zanj. Kot arhitekt na univerzi sreča znanko Deboro Bauer oziroma po slovenski varianti njenega priimka in imena Ano Brusnik, ki jo je nekoč spoznal v Sloveniji, v Mariboru, s katero si tu želi ustvariti družino. Vendar je kot nesrečnica, kot nosečnica žrtev omenjenih revolucionarnih skupin. Preživi samo njena hčerka, medtem ko njen oče, to je Pavel Gruden, hira in umre, tik preden bi jo lahko videl in spoznal. Ta drugi argentinski pol celotne zgodbe, ki ga naša literatura pravzaprav še ni tematizirala, je po moje nekako literarno dopolnjuje prvega v Sloveniji in besedilo postavi na raven, zaradi katerega je komisija za nagrado med drugim zapisala, da je pač to delo tematsko najbližje načelu natečaja, po katerem naj bi
Nagrajeni roman predstavlja literarne figure, preizkušene v boju za obstoj v navzkrižnih interesih ideologij in nacij, ter zaznamovane z iskanjem smisla svoje eksistence med premagovanjem političnih in mišljenjskih vzorcev časa, za vero v presežnost bivanja v moralne vrednote in zvestobo svojemu rodu. Ajlecov roman s prikazom nečloveškega nasilja totalitarnih oblastnikov kaže izvor razkroja družb in s tem trpljenja ter konca svobodnega posameznika. To bi jaz rekel za začetek. Hvala gospodu Horvatu. Kot ste lahko iz te obrazložitve že razbrali, je Krik brez odmeva dejansko roman, ki prehaja tako rekoč vse prostore, od slovenskega do južnoameriškega, argentinskega prostora. Čas, v katerem se godi, je tako rekoč pravzaprav celotno, bi rekli, 20. stoletje. Zakaj? Vzroki za začetek vsega nasilja, ki smo mu bili, svetovnega nasilja, ki smo mu bili v 20. stoletju priča, kataklizem svetovnih vojn, izvirajo že iz njegovih začetkov. Na videz mirno življenje v Mariboru, ki ga ima junak Pavel Gruden, se kaj hitro že prelevi v preizkušnje, družinske preizkušnje. Junak pa ne prehaja samo različnih prostorov in številnih desetletij, ampak predvsem tudi, bi rekla, različne družbene ideologije. In v takem prostoru in v taki družbi se dogaja razočaranje. Zdi se na prvi pogled, če povzemamo vsebino tega romana, da je roman, sicer izredno zgodovinski in faktografski, izpričuje neko podobno izkušnjo, gospod Zorko Simčič, kot jo lahko najdemo v vaših romanih. Izkušnjo človeka, ki je vedno nekako, bi rekli, begunec, tujec na obeh straneh stene. Prosim. Pravzaprav je težko govoriti o literaturi nekoga drugega, ne? Bistvo tega, kot sem videl, tega romana je označeno že na njegovi prvi strani. Izvirni greh, Kainov zločin in potem iskanje smisla skozi vse življenje, kam je to pripeljalo in kako se to lahko konča. Zanimivo je, da kot pri vseh drugih je tudi on celo izrecno pove, to je tudi pri mojem delu bilo, pa pri delu vseh, ki smo pisali o dogodkih v emigraciji, da je deloma bazirano na resničnih dogodkih, na pričah očividcev, pravi Ajlec, moji osebni spomini in pa seveda pisateljeva fantazija, ki ustvari in povezuje. To je pač tisti Grillparcerjev stavek, da dobije begunec dve tujini, domovine pa nobene, je malo postavljen na tapeto, se da diskutirati. Fakt je, da je človek, ko gre enkrat iz svojega doma, razklan in da začne iskati smisel svojega življenja. Morda bi bilo zanimivo že na tem mestu omeniti, da je zgodba Marjanova toliko bolj zanimiva, ker je šel skozi vseh 5 različnih skupin. Najprej je bil v slovenski legiji, to je bila prva legija, ki se je uprla okupatorjem, daleč pred drugimi legijami. Potem je imel stike s četniki, potem z vaško stražo, potem s partizani. Hočem reči, da je vse te razne formacije od blizu lahko doživljal. Imel kritičen odnos normalno do našega izhodišča, da je bilo za revolucijo in za samoobrambo
istočasno pa prikaže veliko razumevanje tudi za nasprotnikova stališča. Ne mislim toliko na komuniste, ampak recimo na partizane. Skoraj v vsaki skupini, kjer so nasprotniki, dobi nekoga, s katerim se znajde, mislita enako, sta ujeta v borbo. To se reče ne da bi bilo beseda, mislim, da je samo enkrat ali dvakrat problem sprave. V bistvu to ni drugega kot krik, tudi krik po spravi. Morda kakšne podrobnosti kasneje o njegovem značaju, ki je lahko ustvaril to delo, morda kasneje. Ampak vprašala bi vas še nekaj. Gospod Horvat je omenil ta pomemben tretji del romana, ki se dejansko dogaja v Argentini. Ko že človek dobi občutek, da se je končno glavni junak rešil vseh kataklizem, se mu v Argentini zgodi morda še dejansko najhujša. Osebna izguba družine in v vsej epski širini, to je fascinantno tega romana, ki je izredno širok, tako kot smo rekli zgodovinsko in časovno, ostane povsem sam, izgubljen, povožen sredi ceste. Torej, ta del se mi zdi, je med vsemi tremi prejšnjimi, ki sem rekel, pričevanje očividcev na levi in desni osebni spomini, so bolj oznaka dobe za časa torej peronizma. Avtor sam, tam je že bolj domišljijski del, ker on ni izgubil ne familije, ženo sta še vedno skupaj, ima otroke, vsi uspešni v življenju. Dejstvo pa je, da ni bilo miru. So se začeli ti vojaški razpleti, ki pa seveda spet niso tako enostranskih, kot jih prikazujejo naši mediji. To ni bilo tako preprosto belo-črno. Fakt pa je, da ne živiš v takem ambientu, v takem časovnem okvirju, kot če si nekje v eni absolutno demokratični že državi, že od vsega začetka in nisi ničesar doživel. Nekak nemir ostaja zavedno. Če zdaj primerjam romanopisje gospoda Ajleca z vašimi romani, gospod Simčič, se zdi, da se on zelo osredotoči na to zgodovinsko prikazovanje dogodkov. Roman je na nek način deskriptivno, zelo opisno, pripovedno spisan. Medtem ko vi bolj prikazujete človeka v nekih občih situacijah, neki eksistencialni grozi bivanja. Zato bi imela vprašanje za gospoda Možino. Kje se lahko zgodovina in literatura srečata, ker gre za tako značilno zgodovinski roman z zelo veliko konkretnimi dejstvi. Tudi omenja avtor Ajlec, omenja konkretne osebe kot Angelo Sabaša in podobne, s katerimi se je družil. Koliko se lahko literatura in zgodovina srečata in koliko lahko drugo podpirata? Hvala za besedo in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Očitno zelo veliko. Medtem ko ima zgodovina po stroki bolj točno določene deleže in kriterije, na kakšen način se zgodovinsko delo lahko piše, ima seveda literatura prosto pot. Ampak za človeka mojega kova in mojega vrednostnega prepričanja so taki romani, ki slonijo tudi na zgodovinskih dejstvih ali pa na interpretacijah osebnih zgodovine, izredno zanimivi. In kot je že gospod Simčič prej omenil, dejansko skozi zgodbo Pavla Grudna spoznamo vse bistvene elemente slovenskega problema 20. stoletja, od pač razmer v Mariboru in zelo zanimive situacije, ko pravzaprav komunisti sodelujejo z nacisti, še aprila 1941 do 22. junija, do njegovega potem spravi bega iz Maribora v Ljubljano, sodelovanja v slovenski legiji, ki je dejansko bila takrat recimo na tej tradicionalni meščanski strani oblika odpora, ki se še ni sprevrgla v oborožen odpor.
potem postane italijanski interniranec, rešenec na Verdu, to so vse zgodovinska dejstva. Iz tega vlaka, ki so ga partizani zaustavili na Verdu, so se potem oblikovali 3 skupine. Tisti, ki so se vključili v partizane, so preživeli in Pavel se je v tem romanu, medtem ko njegov prijatelj, ki pa se je odločil, da, ker so dali tako možnost, da odide domov v Ljubljano, je bil pozneje ubit. In tudi to je zgodovinsko dejstvo, da so veliko teh rešencev iz vlaka na Verdu pobili. Potem on živi v partizanih in tudi zanimivo je, da se povsod, kjer se znajde, njegov notranji domišljijski svet v neprestanem spopadu s tem, kar vidi in kar dojema, in povsod res tudi najde kakšno osebo, s katero stopi v dialog. In ta dialog se vedno dotika vsega tistega, kar nas še vedno najbolj zanima. Zakaj se je to dogajalo? Kdo je imel tak vpliv? Kje je bila ta moč? Kje so bili argumenti? Zakaj je bila ideologija, recimo komunizma, tako močna in privlačna na nek način? In hkrati vidimo, da je za to privlačnost to tudi neka ujetost. Ko si bil enkrat v tej skupini, nisi mogel nekako ven. On potem tukaj nekako zbeži oziroma se znajde v vaški straži, potem v četnikih celo. Potem mislim, da pri domobrancih, seveda, potem med domobranci je tudi na njegova ekskurzija v Benetke, to je bila vohunska ekskurzija, ki spet sloni na zgodovinskih dejstvih. Tam je bil recimo slikar Mušič, še nekateri drugi zelo znameniti Slovenci, ki so delovali v obveščevalnem centru takratne kraljevine Jugoslavije z obveščevalno službo DOS. In tudi tukaj se dele slonijo dejansko na zgodovinskih dejstvih. In je izredno zanimivo. Vidi se, da je pisatelj zelo dobro poučen o zgodovinski situaciji in res je črpal, jaz bi rekel, celo veliko več iz izkušenj drugih, izvedanja iz druge literature, kot pa iz svojega življenja, ker kolikor poznam, res, da sem tudi njega uspel snemati, tudi poznam ga osebno, ni prav veliko v teh elementih njegove osebne življenjske zgodbe. No in na koncu se spet znajde v partizanih za dalj časa, potem spet pri domobrancih, je zelo zanimiva situacija, potem je pa ta že klasična zgodba, ki jo poznamo, se pravi umik v Vetrin in potem vračanje iz Vetrina, preživetje Tehari, vrnitev v Ljubljano, opis razmer v Ljubljani, takrat v tej psihozi poletja, jeseni